Je cherche, je trouve, je cherche, je trouve. Je cherche, je trouve. Strojno učenje in podatki. Ko danes govorimo o umetni inteligenci, pogosto naletimo na besedno zvezo machine learning, kar prevajamo kot strojno učenje. Učiti se je mogoče na dva načina. Znanje lahko na nas prenesejo drugi. Gre za simbolni pristop. Znanje lahko pridobimo tudi z izkušnjami. Gre za digitalni pristop. Strojno učenje temelji na digitalnem pristopu, torej izkušnjah. Računalniku ne narekujemo, kaj točno mora narediti. Ne, programiramo ga tako, da se uči iz primerov, pri čemer se opira na statistične pristope. Učiti se učenja. Pojasnil vam bom s pomočjo primera Davida Loapra, raziskovalca in popularizatorja znanosti. Recimo, da ste botanik, sprehajate se po gozdu, opazujete. Izmerite višino in premer dreves. Podatke zapišete v tabelo. Ko pridete domov, narišete graf. Na osi X so podatki o premerih, na osi Y pa podatki o višini. V grafu nesete podatke, ugotovite, da sta višina in premer povezana. In da lahko, če pike povežete s črto, predvidite višino drevesa. In to na podlagi njegovega premera. Strojno učenje deluje na enak način. Na podlagi vhodnih podatkov pripravite izračun in dobite izhodne podatke. Naučite ga razumeti povezavo med njima, prav tako pa slavno ravno črto, in sicer tako, da prilagodite parametre izračuna. Temu rečemo generalizacija. Ko s to fazo zaključimo, lahko začnemo s predvidevanjem. Dobimo torej ustrezen odgovor za podobne podatke, ki pa jih program ni uporabljal pri učenju. Pri strojnem učenju gre prav za to, za predvidevanje. Za predvidevanja, ki niso nujno predvidljiva. Kako se stroji učijo? V bistvu poznamo več metod učenja. Izpostavili bomo samo glavni dve. Primer nadzorovanega učenja je učenje, ki ga je uporabljal naš botanik. Najprej je na vrsti faza usposabljanja. Podatki, ki jih označi človek, so vstavljeni v algoritem. Zato temu pravimo nadzorovano učenje. Sledi faza predvidevanja. Algoritem ponudi odgovor za podatke, ki jih ne pozna. Tako pride do ekstrapolacije, pa tudi stroj se nauči razlikovati mačke od psov. Potem je tukaj še učenje z utrjevanjem, pri katerem se algoritem uči tako, da je potopljen v okolje, v katerem določene parametre prilagodi glede na pozitiven ali negativen odziv, ki sledi vsakemu dejanju. Podobno kot se otrok uči voziti kolo. Pade in se spet pobere. Ta algoritem v glavnem uporabljajo pri robotih ali avtonomnih agentih. Odlično deluje tudi v virtualnih svetovih ali v specifičnih situacijah. Idealen je za igranje igre Go, manj uspešen pa je pri avtonomni vožnji vozil. Predstavljajte si, da bi moral avto trčiti več tisočkrat, preden bi se stroj naučil, kako ga voziti. Vsaka aplikacija ima svoj algoritem. Slišal sem za globoko učenje. Zakaj točno gre? Nevronske mreže. Globoko učenje je metoda strojnega učenja, ki temelji na umetnih nevronskih mrežah. Umetne nevronske mreže temeljijo na metodah, podobnih tistim v naših možganih. Biološki nevroni so med seboj povezane celice. Preprosto rečeno, ko nevron prejme signal, ima dve možnosti. Naprej lahko pošlje svoj signal ali pa ne naredi ničesar. Umetni nevroni so matematični konstrukti, ki v grobem posnemajo delovanje bioloških nevronov. Vsak nevron operira s svojimi vhodnimi podatki in ustvari izhodni podatek. Če želimo posnemati kompleksne funkcije, lahko kombiniramo več nevronov. Temu rečemo umetna nevronska mreža. Ta metoda ni novost, poznamo jo že iz 50. let 20. stoletja, vendar zahteva veliko zmogljivost računalnika in veliko podatkov. Sredi